Naslov današnje teme je neprestana molitev. In s tem zaključujemo kratko serijo v učenju molitvi, ki smo, to je zdaj četrta, govorili smo o Oče naš, o psalmih, o posredniški molitvi, ki je srce učenčevstva, pa je tudi srce naše kraljevsko-duhovniške službe. No, danes bomo pa govorili še o neprestani molitvi. In danes smo lotili kar tako, da bomo najprej prebrali par odlomkov v Svetem pismu, ki govorijo o tem. In se bomo kar lotili tega, tako da bom začel z branjem. Najprej bom prebral priliko o tej vztrajni vdovi iz Evangelija po Luku 18:1-8. Takole beremo. Povedal jim je še priliko, kako morajo vedno moliti in se ne naveličati. Rekel je: v nekem mestu je bil sodnik, ki se ni bal Boga in se ni menil za človeka, in v tistem mestu je bila tudi vdova, ki je prihajala k njemu in ga prosila: pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Dolgo ni hotel, potem pa je rekel sam pri sebi: čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za človeka, bom tej vdovi, ker me nadleguje, vendarle pomagal do pravice, da me ne bo s svojim prihajanjem izmučila do konca. In Gospod je rekel: poslušajte, kaj pravi krivični sodnik. Mar Bog ne bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu? Bo mar odlašal? Povem vam, hitro jim bo pomagal do pravice. Toda, ali bo sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji? Potem naslednji odlomek, naslednja dva odlomka bosta pa iz Pavlovih pisem. Prvo iz pisma Efežanom, 6. poglavje, 18. vrstica. Pravi takole, v zaključku pisma pravi: ob vsaki priložnosti molite v duhu, z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Potem pa slaven odlomek iz konca prvega pisma Tesaloničanom, 5. poglavje, vrstice 16-18 bom prebral. Takole prav: zmeraj se veselite, neprenehoma molite, v vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. No, potem imamo pa še en odlomek, ki je pa iz pisma Hebrejcem, 13. poglavje, 15. vrstica. Zanimivo, da so te stvari so na koncu pisem ponavadi, to je tudi v zadnjem poglavju. In kjer pa beremo takole: po njem, namreč po Jezusu, torej Bogu neprenehoma prinašamo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo njegovo ime. Prav tukaj se pa govori o neki nenehni, neprenehni molitvi. No, in ko sem šel to malo raziskovati, sem dobil eno besedilo iz Stare zaveze, ki je najbrž podlaga vsem tem odlomkom, ki smo jih prebrali. In ta odlomek je pa v drugi Mojzesovi knjigi, se pravi v Eksodusu, v 30. poglavju. To je tam, kjer Bog daje Mojzesu navodila za shodni šotor. To smo tukaj na tej točki v Božji zgodbi. Pač Izrael je šel ven iz Egipta, je prišel do Sinaja in zdaj Bog mu je dal postavo, in del te postave in del te Božje ljubezni je to, da se bo Bog zdaj naselil med svojim ljudstvom. In del tega je pa zdaj ta priprava, da se ta šotor zgradi. No, in med temi navodili piše tudi sledeče. Bral bom pa izjemoma iz ekumenskega prevoda, ker ima malo drugače preveden. Takole prav: Aron naj zažiga na njem, na oltarju namreč, dišeče kadilo. Zažiga naj ga vsako jutro, ko bo pripravljal svetilke. In zažiga naj ga Aron, ko bo proti večeru natikal svetilke. Naj bo vaša vedna kadilna daritev pred Gospodom od roda do roda. Vedna oziroma SSP ima stalna, Hrastka ima neprestano daritev. Pa recimo angleški prevod Good News ima tako: this offering of incense is to continue without interruption for all time to come. Se pravi, brez prestanka. In tukaj se pravi imamo sliko, da je duhovnik,
veliki duhovnik, naj bi neprestano zjutraj in zvečer prinesel dvakrat na dan prinesel kadilo pred Boga v Božje svetišče. No in seveda že v Stari zavezi vidimo, da je že v Stari zavezi so molilci, psalmisti dojeli, da je kadilo pravzaprav prispodoba molitve, ker beremo v psalmu, naj se moja molitev dviga k tebi kot kadilo. Ne, in in dviganje mojih rok kot večerna daritev. Se pravi, kadilo je, že v Stari zavezi so nekako razumeli, da kadilo je prispodoba molitve. In ti pisci v Novi zavezi so po mojem to povzeli po tem odlomku, ne, zdaj pač, ko je prišel ta pravi resničen tempelj, ki smo mi, in ta pravo duhovništvo, ki je Jezusovo, pa potem mi, ki smo udeleženi v njem, potem mora tudi tle biti neka ta stalna kadilna daritev, ne, stalna, no, o tej stalnosti bomo še govorili. Zaenkrat bi sam zaključil še tele svetopisemske citate še z enim mestom v psalmih, pa psalm 34:2, ki govori o neprestani molitvi. Takole pravi: slavil bom Gospoda ob vsakem času, njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. Dobro, se pravi, zdaj smo tukaj naslikali eno sliko, kaj vse Sveto pismo govori, in vidimo, da je kar nekaj teh mest, ki govori tako ali drugače o neki neprestani, vedni, stalni molitvi. In zdaj pa seveda pride tle vprašanje, kako naj te odlomke razumemo. In je tle zelo preprosto. Kristjani različnih stoletij, pa različnih skupnosti so jih razumeli na dva različna načina, ki se delno izključujeta, ampak mogoče pa tudi ni nujno, da jih razumemo izključujoče, mogoče se jih lahko probamo razumeti nekako hkrati, ne. Se pravi, en način razumevanja je to, da to razumemo tako, kot je tudi prevedeno, recimo v pismu Efežanom 6:18 smo brali ob vsaki priložnosti, ob vsaki priložnosti molite v duhu. Težavica je seveda v tem, da grški tekst, izvirnik je tle malo bolj odprt, ker dobesedno je v vsakem trenutku oziroma v vsakem času oziroma v vsakem ugodnem trenutku. Se pravi, izvirnik je tle pomensko odprt. In tudi druga ta mesta, ki smo jih brali, se da brati v obe smeri, no. Še najbolj tak, no, v glavnem, se pravi, da se to razumeti, da nas ta mesta spodbujajo, da ob vsaki priložnosti, čim je malo časa, čim je malo priložnosti, da mi molimo, da mi kličemo Boga. In tukaj seveda si lahko takoj, je tukaj več čist praktičnih možnosti, no, kako se tega lotimo, a ne. Eno je to, da pač ob vsaki priliki, da enostavno v duhu ali pa na glas, da Bogu kratke spontane molitve izrekamo, da ga prosimo, da ga hvalimo. No, vidimo, da je hvalna daritev tle je pomembna stvar, a ne. Zmeraj, ko je prilika, ne. Zelo, zelo koristijo recimo drug praktičen način, kako to prakticirati, je to, da imamo recimo dnevno vrstico Svetega pisma, ne. Če smo zjutraj brali Sveto pismo, ali pa tudi, ne vem, če smo v aplikaciji prebrali vrstico dneva, si jo enostavno zapomnimo in jo molimo. In jo sebe in Boga spomnimo na Božjo besedo, na obljube, na spodbudo, ki je v Božji besedi, se pravi, da molimo tisto vrstico. Je pa res, da so potem v določenih krščanskih krogih so se razvila tudi konkretna orodja. Obstaja ena konkretna tako imenovana molitev Janeza Zlatoustega po urah dneva in noči, ki je tudi na moji spletni strani, bom spet dal povezavo dol v komentar. Tam je pa not, se boste videli, tam je pa v bistvu 24 kratkih molitev za vsako dnevno uro in potem enostavno pogledaš, koliko je ura, in tisto uro imaš tisto molitev. To so čisto kratke molitve, tako en stavek, ne, ki jih imamo v mislih in jih prinašamo Bogu. Se pravi, tako, to so ene par praktičnih načinov, kako zdaj ob vsaki priložnosti, kako dati to v prakso, a ne.
No, potem je pa seveda druga, recimo malo bolj drzna razlaga, je pa to, da to dejansko pomeni nenehno, neprekinjeno, ves čas, stalno. Ker zdaj je res tam v tem odlomku, v pismu, prvem pismu Tesaloničanom, tam, ko beremo, da naj neprenehoma molite, je v grščini beseda, tista grška beseda pomeni res brez prekinitve, tako da ni vmes nič prostora. Sam spet, če pa čim pa pogledamo ves odlomek, ke pravi, zmeraj se veselite, v vsem se zahvaljujte, pa vidimo, da je tule pač več besed, ke je lahko tudi to mišljeno metaforično tukaj, no, in verjetno, celo bolj verjetno je. No, ampak vseeno, so kristjani bili skozi vso zgodovino, ki so probali to recimo malo tudi težjo ali pa bolj drzno razlago dati v prakso. Eno tako gibanje je bilo v 4. stoletju, se je imenovalo mesalijanci oziroma evhiti, beseda isto pomeni, samo v 2 različnih jezikih, pomeni molilci. Bilo neko gibanje, ki je precej prahu dvignilo, zato ker to so bili ljudje, ki so res predvsem ves čas molili, niso se kaj dosti ozirali na cerkveno hierarhijo, ki je v tistem času že kar pošteno začela cveteti in se bohotiti. V glavnem so bili kar rahlo sporno gibanje ali pa tudi močno sporno. No, ampak za njih se ve, da so to zagovarjali, ne. No, ampak iz tega verjetno je nastala ena praksa med pravoslavnimi menihi, ki je znana kot Jezusova molitev. Pa zdaj tukaj Jezusova molitev ne pomeni, da je to molitev dal Jezus, tudi ni mišljeno to, ampak samo je molitev, ki kliče Jezusa. Pač grščina je toliko fleksibilna, da omogoča tako izražanje. Se pravi, molitev k Jezusu, bi lahko rekli. In to je spet kratka molitev, ki naj bi jo pač molilec ponavljal, tako da je to skozi nekako v ozadju, da se ta molitev dogaja v njem. In ta molitev ima takole obliko. Zdaj bom prebral njeno polno obliko, ki je naslednja. Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. S tem, da že tudi sami oni, te menihi, povejo, da je lahko ta stvar tudi krajša, je lahko samo Jezus, usmili se mene grešnika, ali pa samo Gospod Jezus Kristus, usmili se me, ali pa je lahko še krajša, na koncu je lahko tudi samo ime, Jezus. Nič več. Ker je tudi pisano, vsakdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. No, in ta sama molitev, ki sem jo zdaj navedel, se pravi, Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika, v bistvu je sestavljena prav dejansko iz 2 molitev v tem istem 18. poglavju iz Evangelija po Luku, ki smo prej brali tisto priliko o tej nadležni vdovi. Namreč v 13. to je vrstici imamo molitev farizeja pa cestninarja, in cestninar moli tako, pa pol v 38. vrstici pa Bartimaj moli tako, vpije, kriči: Jezus Davidov sin, usmili se me. Se pravi, tukaj gre za kombinacijo tega, ne. No, se pravi, ti pravoslavni menihi so to prakso razvili in jo nekateri še zmeraj prakticirajo, ne vsi. Ampak recimo to je en način, kako poskušaš, da je pač ta molitev skozi nekje v ozadju tvojega uma, tvoje duše se dogaja, ob tem, ko dihaš, ob tem, ko ti srce bije, se ta molitev dviga iz tebe. No, ampak obstajajo tudi še drugi pristopi. Nekateri recimo prav z molitvijo v jezikih probajo podobno, da se trenirajo v tem, da v vsem, karkoli delajo, da v ozadju molijo v jezikih. In to molitev v jezikih, če je pristna, to omogoča. Molitev v duhu omogoča to, da delaš druge stvari, tudi lahko razmišljaš, bereš druge stvari, ampak da hkrati moliš v jezikih. Se pravi, to je tudi en način, kako recimo to neprestano molitev vzgajati. Še en drug praktičen način, ki je pa mogoče celo malo lažji, je pa to, da imaš skozi v sebi kakšno slavilno pesem, ki slavi Boga. To pa mogoče ni toliko težko, da se v tebi dviguje ta hvalnica, ki je ves čas v tebi, in to je tudi oblika te prav res nenehne molitve, Se pravi, tukaj sem zdaj na kratko predstavil razne prakse, kako se lotiti molitve ob vsaki priložnosti, ali pa kako celo
iti še korak naprej in iskati načine, kako je v nas neprestano lahko molitev, tudi ob tem, ko delamo druge stvari, ne vem, ko beremo, ko se pogovarjamo, kako vzgajati svojega duha, da je v molitvi skozi in da kliče Božje ime, a ne. Ja, in predvsem meni se zdi od vseh teh odlomkov, ki smo jih prebrali, pravzaprav me najbolj tako dobro izziva ta tekst iz pisma Hebrejcem, ne, da po Kristusu, torej Bogu, neprenehoma, dobesedno je v vsem, spet, a je to v vsakem momentu ali ob vsaki priložnosti, v vsem prinašamo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo oziroma dobesedno, ki izpovedujejo njegovo ime. Ne, se pravi, Bog nam je ustvaril ustnice zato, da ga hvalimo, in to je tista kadilo, ki dobro diši Bogu, ne, in zato je Bog naredil človeka, da se mu zahvaljuje z veseljem, da ga slavi, da ga poveličuje, da širi Božjo slavo, da odseva Božjo slavo. In to je gotovo, ne glede na tako ali drugačno razlago, to, kar je pa gotovo, je pa to, da Bog želi, da je tukaj neka stalnost, da se to skozi dogaja v nas. A je to res vsako jutro pa vsak večer in da je to brez prekinitve, prav od roda do roda, se pravi za vso večnost, da mi to prinašamo in da je to prava resnična služba Bogu. No, ampak zdaj za zaključek te teme pa moramo omeniti pa še en čist drug vidik, ki se ga bomo samo dotaknili, ne bomo šli zdaj v njegovo globino, ampak ga pa moramo omeniti. In to pa je to bivanje v Jezusu, ki ga pa srečamo predvsem v raznih besedilih v Janezovem evangeliju, najbolj intenzivno v 15. poglavju Janezovega evangelija, kjer Jezus govori o sebi kot o vinski trti in nas kot o mladikah, ki smo na tej trti, in iz nje seveda, na njej smo, iz nje izraščamo, iz nje dobivamo življenjski sok, enostavno bivamo v njej. In tle bom samo ene par vrstic iz 15. poglavja, koščkov bom prebral, toliko da nas spomnim na ta odlomek, vas spodbujam, da preberete celotno to poglavje, oziroma vsaj prvih 10 vrstic, še boljš pa, da preberete 14. do 17. poglavje Janeza, ker to se tukaj ponavlja. No, in Jezus tam pravi takele stvari. Najprej da tako kot povabilo ali pa hkrati zapoved, prav, ostanite v meni in jaz v vas. Ta beseda ostanite se lahko prevede tudi prebivajte ali pa ostajajte, stanujte celo. Se pravi, ostanite v meni in jaz v vas. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil, ostanite v moji ljubezni. In tako naprej. To sem iz več mest v tem poglavju sem to zdaj izluščil. Kaj nam tle Jezus govori? Jezus nam govori, da je Božja želja, Božja volja, Božji načrt z nami je, da smo tako stalno združeni z Jezusom. Da smo eno z njim po njegovem duhu, po svetem duhu. Se pravi, to je dobro, ker to je Božji načrt. To ni nekaj, kar ne bi najprej mi sproducirali. To je pač njegov plan, njegova želja, njegova volja. Mi moramo s tem samo in predvsem sodelovati z Bogom. In se pravi, k temu smo poklicani, in v praksi seveda to izgleda kako je, da se mu stalno izročamo, da mi smo v njem in da stalno sprejemamo to, da on pride in da se naseljuje, da biva, stanuje v nas. Na enem mestu v teh odlomkih prav Jezus uporabi izraz stanovanje, bova z očetom prišla in naredila stanovanje, dobesedno pri njem. Se pravi, to je to, kar Bog želi, in to je pa seveda ta povezanost, mladika je stalno na trti, ni samo parkrat na dan, ampak je skozi, tukaj. In to je pa en malo drug vidik, ampak spada pod temo neprestane molitve, ker to pa tukaj pa govorimo in to je pravzaprav cilj, je ta neprestana, neprekinjena skupnost z Jezusom, ker je on v nas in mi v njem.
in kjer on biva v nas in on prek nas potem lahko dela svoje stvari ven v tem svetu. Zdaj se pravi, sama ta tema je v bistvu tako bogata, da bi lahko ves čas govorili samo o njej. In po drugi strani je pa tudi o njej napisanih nekaj dobrih knjig. Najbolj znana je Abide in Christ od Andrewa Murraya. In ta knjiga je prosto dostopna na internetu, bom dal tudi spodaj kakšne povezave. Je napisana na zelo preprost način, ampak je izredno globoka knjiga, no, in se je tudi prevedena v mnoge jezike, mogoče je tudi čas, da bi bila tudi v slovenščino. Zastavljena je kot v bistvu 31 razmišljanj za vsak dan v mesecu, kratkih razmišljanj, ampak ima izredno globino, no, in nas poglobi prav v ta odlomki in v to stalno bivanje v njem. Tako, no, za konec bi pa zdaj stopil par korakov nazaj in to bi pravzaprav želel narediti pri vsaki od teh učenčevskih tem, namreč da pogledamo na dve veliki svetopisemski temi. Dve veliki svetopisemski temi, ki jo dejansko vidimo v vsem Svetem pismu, od začetka stvarjenja prek Mojzesa, postave Stare zaveze, Jezusa, apostolov, cerkve in čas dopolnitve. Ti dve veliki temi sta tema Božjega svetišča in tema kraljevskega duhovništva. In želel bi, da vsako od teh tem, ko se mi o njih pogovarjamo, da jo povežemo oziroma pokažemo, kam spadata v te dve veliki temi, te dve veliki, ključni temi za celo biblično zgodbo, a ne. No, in zdaj mislim, da saj sem že delno omenil, a ne, zdaj to neprestano bivanje v nas, ne, Boga v nas, to pomeni, da je Božje svetišče tukaj vidno prisotno v tem svetu, ne. Bog ima željo, da smo mi njegovo stalno bivališče. Da ni začasno bivališče, ampak je stalno bivališče. In da se pravi, ko smo mi v tem stalnem občestvu z Bogom, on dobi vidno svetišče. Tako se Božje svetišče v tem svetu realizira, prav prek Božjih ljudi, prek Jezusovih učencev, ki so v tej stalni molitvi, v stalni duhovni združenosti z Jezusom, po Svetem Duhu, po klicanju njegovega imena, a ne. In obenem sem seveda že tudi omenil, da je to ta prava duhovniška služba, saj smo jo videli že v Stari zavezi kot predpodobo, zdaj pa se to v resnici izvaja, ne, ta neprestana hvala, slava Božjega imena se tako dovršuje. Tako da toliko o neprestani molitvi.